Današnje zgodbe ne morem povedati povsem neobremenjeno. Namreč po poroki sva se z ženo iz mesta preselila na podeželje in ko sva izbirala hišo, je bil najin glavni kriterij, da najdeva takšno, ki bo blizu javnega prometa. In to je bila pametna odločitev, kajti ni lahko otroku reči, da bo ostal doma, ker ga nimaš časa peljati. Današnja zgodba se torej dotika tistih Slovencev, ki nimajo na razpolago javnega prevoza, ker so pač od glavnih cest oddaljeni za več kot pa razdaljo, ki jo ponavadi prehodimo. In takšnih je na Kočevskem zelo veliko. Ampak Kočeverji so zadnja leta uporabljali inovativno digitalno storitev, ki je odpravila redno potrebo po dobri volji starih staršev in pa sosedov. Ampak ta storitev se zdaj zaključuje. Poglejmo torej, kaj je šlo tako zelo narobe, da je bilo bolje projekt ugasniti, kot pa ga popraviti. Mi smo imeli 900 registriranih uporabnikov te aplikacije, od tega jih je bilo 200 aktivnih, 30-40 jih je bilo pa izredno intenzivno aktivnih. Ciljna skupina, ki je tudi največ uporabljala to storitev, so bili pravzaprav starši, ki so v službah po 15, 16, 17 uri in s tem imajo onemogočeno, da lahko vozijo otroke na svoje popoldanske interesne dejavnosti. Tako da so lahko obiskovali in verouk, glasbeno šolo, obšolske športne dejavnosti in tukaj na tem področju so nam bili starši tudi najbolj hvaležni. Smo dobili zdaj odzive nazaj, pravijo, mi smo si celo življenje organizirali zdaj okrog tega, da lahko uporabljamo aplikacijo in kaj ne zdaj spet naredimo. Ravno so se navadili, ko se morajo v bistvu temu spet odpovedati. Ampak sej, da je storitev nujno potrebna, da je smiselna in da tudi s konkretno idejo ni nič kaj posebno narobe, to je pravzaprav povsem jasno. Odziv uporabnikov je torej povsem pričakovan in utemeljen. Ravno tako, kot je pričakovana in utemeljena tudi ugotovitev, kaj je glavna prepreka. To ni poceni storitev, vsekakor je cenejša kot vzpostavitev javnega prevoza. To ni rentabilna stvar, je pa stvar, ki res doprinese k razvoju same občine in seveda zadovoljstvu samih uporabnikov in prebivalcev. Da lahko oviro preskočiš, moraš najprej pravilno oceniti njeno velikost. Vse skupaj, jaz mislim, da to govorimo nekje na mesečni bazi za 2 vozili. Govorimo okrog 11 do 12 tisoč na mesečni bazi. 12 tisoč na mesec, se pravi 144 tisoč na leto. Tako. Vozilo, voznik. Koliko pa nasplošno je avtobus dražji od kombija? 60-70% dražje. Kilometri, ja. Stroški so seveda zelo odvisni tudi od pokrajine, od navad, demografije in se jih ne da kar brez prilagajanja prenesti iz ene v drugo občino. V Kočevju so recimo sešteli nižjo vsoto, verjetno tudi skrb precej veliko mero optimizma, bog ne daj tudi naivnosti. Ampak kaj, ko že ta optimistična kočevska vsota mnogo premočno zapeče? Mi se pogovarjamo o nekaj 100 prevozih na mesec, kar ni nepomemben podatek glede na 16 tisoč prebivalcev, ki jih imamo, ampak ko vse to potem daš v neko Excelovo tabelo, pridemo do tega, da je nevzdržnost finančnega vidika tega projekta pač prevelika. In takšen projekt stane nekje ranga 110 tisoč evrov na letni ravni v našem proračunu, kar pomeni, če to prevedem nazaj na število prevozov, ki smo jih opravili, da vsak prevoz stane nekje okrog 34 evrov. Občino, uporabnik je plačal pa €1,5. In ta diskrepanca, ta anomalija je tako velika, da skozi ekonomijo obsega ne moremo zapolniti te vrzel in tukaj menim, da bi lahko država nam priskočila na pomoč. Koliko pekočega je preveč, je seveda relativno, ampak postavimo zdaj ta problem v širši družbeni kontekst. Če nekomu damo 34 evrov za prevoz in ta oseba X uporaba to recimo 100-krat na leto, bo ta oseba dobila 4000 evrov podpore, subvencije občine, medtem ko nekdo drug tega ne bo dobil. In ta uravnoteženost je tista, za katero mora odločevalec ves čas skrbeti, da ne bo kdo dobil bistveno več davkoplačevalskega denarja kot nekdo drug. Kaj to pomeni v bistvu, da bi moralo v bistvu tisti, ki bi ta strošek dejansko v bistvu prejemali, potem to moralo v bistvu, ne vem, prijaviti
v dohodnino. Ja, skoraj bi lahko rekel, da je to boniteta. Sem seveda to zakon ne predvideva, tako da tukaj teh težav seveda ni. Tukaj je odločitev pač lokalne skupnosti, kako bo razporedila, kaj imate po subvencijo od vode, smeti, vrtcev. Mislim, tle je cela paleta subvencij, ki jih država ponuja. In če sem zdaj malo žleht, zaradi tega tudi je življenje v Sloveniji, če gledava skozi paritetno moč, kupno moč prebivalcev, skoraj dvakrat večje, kot nam to prikazuje BDP. Razumemo in se strinjamo, enakost občanov je nujno potrebna, tudi razkorak med ceno prevoza z vidika občine in pa mankom v denarnici občana je bila v Kočevju prevelika tudi zaradi samih občanov Kočevja. Namreč skupni stroški so se žal delili na premalo uporabnikov. Tudi pri starših jaz sem pričakoval boljši odziv, resnično boljši odziv. Recimo klubi, glasbene šole in podobno, mi ugotavljamo, da smo dosegli samo določene družine, ki so se začele uporabljati ta sistem, določene pa še vedno ne. Kar pomeni, da tudi starši očitno še niso sprejeli dejstva, da bi bili otroci lahko bistveno bolj samostojni, kot so zdaj. In oni bolj svobodni, kot so zdaj. Če bi bilo recimo dvakrat, trikrat več prevozov, potem bi imelo to še vedno nek drug smisel, torej ne finančni v nobenem pogledu, ampak neke družbeno odgovornostni smisel. Ampak do tega pač žal nismo prišli. Razlog, 3 vidim. Prvi je ta, da preprosto ljudje še vedno najraje sedejo v svoj avto, še vedno. Drugič, da imajo radi svoj avto. No in tretja stvar, ki se je pol pokazala, je, da še vedno smo sorazmerno nezaupljivi. Nezaupljivi v primeru predvsem uporabe aplikacije. A resno? Ja. Veste, vam bom dal tudi eno zanimivo stališče. Namreč, ko se uporablja aplikacija, je potrebno naložiti tudi svojo bančno kartico, se pravi vse te podatke noter. In tukaj smo ugotovili, da na ruralnem okolju se ljudje še vedno zelo prijetno počutijo dajati osebne podatke in kartice noter. Se pravi, da bi še kar raj s cashom plačal? Ja. Ja. Kar pa seveda je problem v takem projektu. Tukaj pač gotovina ne pride upoštevati. Verjetno smo zdaj našli srž današnje zgodbe. Stroškovno gledano, kaj se morajo druge občine, ki bi si tudi želeli v bistvu tako storitev, kaj morajo se zavedati zdaj ob štartu? Treba je zagotoviti sredstva. Treba je v bistvu dolgoročno pogledati v proračunu, nameniti sredstva. Definitivno je treba zaveza, da se storitev upravlja več kot 1 leto. Zato, ker za transformacijo navad ljudi so potrebna dolga leta, ne samo 1 leto. Torej, treba je z denarjem napolniti dovolj globoko malho, ker čas je denar oziroma čas jemlje denar. Čas vzame veliko denarja. V lanskoletni zgodbi sem omenil, da ima aplikacija Toyota Go pravzaprav napačno ime, ker Toyota Go bi morala biti aplikacija za Goričane, ne pa za Kočevarje. Ampak predlagam, da današnjo zgodbo zaključimo tukaj na Krasu. Na Krasu so se namreč združile 4 občine, ki gravitirajo v Sežano in upoštevale so kočevske izkušnje. Torej so si zagotovile financiranje projekta tudi iz državnih skladov za pomoč podeželju. Problem pri vsem skupaj pa je, da Kraševci na storitev gledajo kot na projekt. Da pa se bomo slovenski starši, ki živimo na podeželju, resnično lahko veselili tovrstne pomoči pri organiziranju družinske mobilnosti, bo treba vendarle najprej udariti po različnih mizah v Ljubljani ali celo v Bruslju ter najti trajne rešitve za kočevske izkušnje. No, ker osebno zelo čutim tegobe podeželskih družin, vseeno menim, da bi bilo od kočevskega župana bolj odgovorno, če na storitev Toyota Go navajenih družin ne bi pustil na cedilu sredi šolskega leta. Je pa spodbudno slišati, ko pravi, da že tolče po mizah. A ste se prehitro vdali? Se pravi, da bi bilo boljše v bistvu storitev nadaljevati, pa hkrati v bistvu delati na tem, dobiti v bistvu subvencijo države. Jaz bom tako, jaz mislim, puške v koruzo nismo vrgli. Mi se bomo zdaj ponovno po tem 1 letu in vseh informacijah in podatkih zbranih usedli z Republiko Slovenijo. Jaz mislim, da država bi lahko tukaj z zelo majhnim vložkom, ampak res zelo majhnim vložkom, pogovarjava se morda ranga na občino, kot je naša, in naša je med prvimi 10 po velikosti, bi to stalo nekih 30 do 50 tisoč evrov.
kar bi pa zagotovilo, da bi lahko nadaljevali in bi bila ta dolgoživost tega projekta smiselnejša, kot je ta trenutek danes, ko je samo občinski proračun zadnji. Dejstva imamo na mizi, veliko izkušenj imamo, tako da iz tega res lahko veliko naredimo, ampak kot rečeno, dajmo glave stakniti. Dejstva so na mizi, poleg njih pa so tudi že zelo konkretne kočevske ideje, kako naprej. Torej, kako storitev iz projekta pretvoriti v redno ponudbo. In ne samo v Kočevju in na Krasu, ampak tudi v številnih drugih slovenskih podeželskih občinah. Vzemite si torej še dodatnih 20 minut in poslušajte te kočevske ideje. S vašim naslednjim klikom.